podjetniki, ki držimo skupaj in imamo skupno misel in skupne cilje, smo močni. Jaz mislim, da podjetniki sami morajo začeti razmišljati o tem, da so družbeno odgovorni na način, da sprejemajo odločitve in odgovornosti za popravljanje stanja v državi in podjetniškega okolja. Moj nasvet ali pa moja izkušnja je, da zaupajo vase in sicer, da vztrajajo, da so pogumni in resnično, kadarkoli pride do izziva, da reče, da je to nekaj dobrega, kar jim pride naproti in da je že prišlo s pravim razlogom in samo sledijo sebi. Zagotovo velja eno, kar nas je pripeljalo do sem, nas ne bo pripeljalo naprej. Potrebno je biti odprte glave, sprejemati to, kar se bo dogajalo kot izziv, kot veliko priložnost. Probleme bomo imeli vsi iste in tisti, ki bodo sposobni pogledati malo out of the box na stvari in iti po novih poteh, tisti bodo po mojem tudi bolj uspešni. Jaz mislim, da je potrebno delati tisto, kar te veseli, za kar si nekako s strastjo in srcem predan in potem uspehi ne izostanejo. Pridejo lepi trenutki, pridejo slabi trenutki. Klub recimo je pa eno mesto, kjer se združujemo podobno misleči, tako da vsekakor povabljeni v našo vrsto. Predvsem za učinkovito poslovanje najboljša komunikacija, kar je mogoča tako z zaposlenimi kot navzven, predvsem pa še zmeraj poudarjam prijaznost na prvem mestu. Predvsem, da zelo osmišljujejo vsak korak, da so zelo pozorni na vse spremembe, ki prihajajo zelo hitro, tako znotraj oskrbovalnih verig in tako na drugi strani glede vedenja trga in pa pričakovanj. In pa predvsem, da znova in znova presojajo pa premišljajo o svojem poslanstvu. Naj je poslanstvo tisto prečiščeno res vodilo. Dvig cen naših izdelkov ne more slediti dvigu cen energentov in surovin, tako da treba iskati notranje rezerve, treba si pripraviti stvari, da bo poslovanje rentabilno in seveda novi izdelki, nova tehnologija, digitalizacija je stvar, ki jo moramo vzeti za svoje in seveda tudi v tem času, tudi v letošnjem letu, popolnoma speljati. Pričakujem, da je pred nami težko leto, da bodo bombonjere, bombončki in subvencije počasi odšle in da se bomo soočili s kruto realnostjo, ki jo bo zahtevala post-covid obnova gospodarstva in pa v bistvu zagon novega razvojnega ciklusa. Trendi zagotovo so zeleno. Tisti, ki zelene transformacije še niso vzeli za svojo, predlagam, da jo čim prej sprejmejo, zato ker ne da je to trend, ampak je nuja. Zagotovo, če smo včasih nabavnike sodili po tem, da so naročali just in time, jih sedaj sodimo po tem, ali uspejo zagotoviti materiale in pa seveda ljudje. Ampak tukaj ne gre nič na hitro, nič na kratko, se pravi danes žanjemo sadove tistega, kar smo v preteklosti delali. In potrebno se zavedati tudi to, kar počnemo danes, kako ravnamo z ljudmi, bo imelo učinke jutri na naše poslovanje. Tako da to bi bil moj recept za letošnje leto. Jaz mislim, da je glavno povezovanje, sodelovanje, da se spoznavamo, da se pogovarjamo, da v bistvu naredimo skupaj določene stvari, ker smo skupaj močnejši. Ker pa izhajam iz izobraževalne inštitucije, seveda se mi zdi pomembno, da se izobražujemo, da sporočamo, kdo smo, kaj počnemo, tako kot je bilo danes omenjeno tudi PR, in da lahko v bistvu celotna družba v bistvu ponotranji to, da je podjetnost nekaj dobrega, da je podjetništvo nekaj dobrega in da se več ljudi odloča tudi za to smer.